Spoštovana predsednica, spoštovano delovno predsedstvo kongresa, spoštovani krščanski demokrati in krščanske demokratke, dragi prijatelji. Dobrodošli na 8. kongresu Nove Slovenije krščanskih demokratov. Dobrodošlico izrekam tudi vsem tistim, ki nas spremljajo preko internetnega prenosa širom po svetu. Imam podatke, da nas gleda ogromno ljudi in upamo, da bodo internetne linije tukaj na Vrhniki zdržale. Imam po svoje težko nalogo, da kot prvi govorec nastopim na tem kongresu, ki je po svoje poseben kongres. Ne zaradi kongresa samega, bolj kot zaradi dogajanja okoli njega in pred njim. Dobrodošli na kongresu stranke, za katero nas krščanske demokrate v zadnjem času prepričujejo, da ni krščansko-demokratska, da je skrenila s poti, da jo vodijo stare sile in tako naprej in tako naprej. Vsi se na veliko ukvarjajo z nami, ker nam je lahko tudi všeč, saj govori o temu, da nismo nepomembni in predvsem, da delamo prave stvari. Pomislite, koliko dogajanj, komentarjev, člankov smo deležni in to stranka s 5 poslanci. Dragi prijatelji, to vse kaže, da je pred nami velika priložnost za rast. Letošnje leto je zgodovinsko leto. Imeli smo 3 volitev. Začeli smo z evropskimi volitvami, kjer smo skupaj nastopili Slovensko ljudsko stranko. Pokazali smo celotni Sloveniji, da se da sodelovati. Ne glede na kasnejše kritike in nejevoljo, glede rezultata moram poudariti naslednje. Za sodelovanje smo se odločili na organih stranke. To ni bila nikoli samo volja posameznika, predsednice, evropskega poslanca, ampak skupna volja velike večine na organih stranke. Potem so prišle predčasne volitve v državni zbor, na katere je stranka se odlično pripravila z odličnim programom. Na volitve smo šli s programsko knjigo z naslovom Odgovori za prihodnost. Program je bil pripravljen s skupino, ki jo je vodil magister Matej Tonin in smo o njem veliko debatirali na organih stranke. Na koncu smo se soglasno, poudarjam, soglasno odločili in ga sprejeli na organih stranke, tako v izvršilnem odboru kot na svetu stranke. Danes, nekaj mesecev kasneje, poslušam in berem, kako naš program ni okej, da je preveč neoliberalen, da ima premalo sociale. Mimogrede, v tej knjigi je ogromno izjemno kvalitetnega socialnega programa, ki je nastajal pod vodstvom magistra Cveta Uršiča, našega predsednika strokovnega odbora. In vse to poslušamo iz lastnih vrst, tudi iz lastnih vrst. Program, ki ga je hvalila celotna Slovenija in je dejansko prišel do izraza šele v koalicijskih pogajanjih, po volitvah, saj je bila kampanja zaščičena z drugimi temami, za življenje nepomembnimi. Se vprašam, kaj nam je? Da sami rušimo nekaj, kar je pozdravila vsa Slovenija, ekonomska stroka, ugledni gospodarstveniki, podjetniki, obrtniki in številni preprosti ljudje, ki so razumeli nizki davki, enostavni postopki, odprto gospodarstvo. Vprašam se, koliko so kritiki našega programa iz naših vrst prispevali besed, stavkov, odstavkov, poglavij, koliko? Verjetno se vsi strinjamo, da je naš program iz zadnjih volitev izjemen. Vsak od nas je gotovo v lokalnem okolju slišal pohvale iz desne in leve glede našega programa. Nekateri so to rekli bolj naglas, nekateri bolj potiho. Dragi prijatelji, nalijmo si čistega vina. Kot kaže, je problem samo v eni točki, tako vidim jaz, in sicer, da je vsebinsko in konceptualno delal na tem programu magister Matej Tonin, ki je ta program skupaj s predsednico v največji meri tudi prezentiral v javnosti. Več mesecev se je iskreno trudil, da smo prišli do končnega izdelka, na katerega smo lahko upravičeno ponosni. Seveda ima naš program, je bil najbolj dodelan in tudi količinsko obsežen, je bil tisti del, ki govori o gospodarskih rešitvah. Temu pa sledijo drugi programi in politike. Ampak, a ni ravno temeljna podstat krščanske demokracije, da je najprej potrebno ustvariti, da lahko potem deliš. Ravno v tem smo različni s socialno demokracijo, da najprej ustvarjamo in potem delimo. In ne obratno. In kdo ustvarja? Ustvarja gospodarstvo. Nova Slovenija je in bo stranka, ki prisluhne gospodarstvu in je glas gospodarstva. Večkrat sem že danes omenil, da smo se o stvareh v stranki demokratično odločali. O evropski listi, o kandidatih na volitvah, o kandidatih na lokalnih volitvah, o vstopu v koalicijo, o programu. Povsod je bila razprava in na koncu odločanje. Če smo demokrati in to v Novi Sloveniji smo, moramo sprejeti demokratično sprejete odločitve, ne glede na to, ali so nam osebno všeč ali ne. Tudi danes se bomo odločili in povsem normalno je, da imamo za funkcijo v stranki več kandidatov. To je demokratično in tudi ni v Novi Sloveniji prvič. Že smo imeli kongrese stranke z več kandidati in to je normalno. Ni pa normalno, gospe in gospodje, in moram to povedati, da naše predstavnike na terenu kličejo vidni člani druge stranke in jih prepričujejo naj volijo določenega kandidata za predsednika stranke. Ni normalno, da v argumentaciji povedo, da Ljudmilo Novak vodi iz ozadja Milan Kučan in podobne neumnosti. In samo da je odločitev za drugega kandidata prava.
Lahko kdo misli, da si te stvari izmišljujem in tukaj ne natovcujem. Ne, to je resnica. In če bo potrebno, bodo danes stopili pred vas predsedniki občinskih odborov in z imeni in priimki povedali, kdo jih je klical in kaj jim je povedal. Dragi krščanski demokrati, to ni normalno. Tako se ne dela. To so metode zastraševanja in zavajanja iz nekih drugih časov, ki jim je potrebno reči odločno ne, hvala. Samo tako bomo končali in pretrgali z nekdanjim režimom, ki v navidezni pomladi in tudi v delu civilne družbe še vedno deluje in razdira. In tem je srž problema in napadov na Novo Slovenijo, gospe in gospodje. Nova Slovenija, krščanski demokrati, smo edina slovenska stranka, ki v vodstvu stranke nima bivših partijskih funkcionarjev in članov. Nimamo ljudi iz starih časov, ne poznamo metod in dela starih časov. Morda smo zato velikokrat ne znamo iti dovolj pregnano, nismo dovolj zviti, najbrž tu smo tudi naivni, ampak gospe in gospodje, borimo se za tisto, kar je prav in ne tisto, kar se splača in sledimo krščansko-demokratskim vrednotam. Smo stranka novih časov, brez ljudi iz starih časov in to je naša prednost in resnica. Ponosen sem, da sem od prvega dne član Nove Slovenije krščanskih demokratov. Pomagal sem soustanavljati to stranko z dr. Andrejem Bajukom. In vse tiste, ki v teh dneh v medijih nastopate, prosim, da preden izrečete ali napišete svoje misli, pomislite na to, koliko imate to stranko preprosto radi. Dragi prijatelji, Nove Slovenije ne bomo ljubili, ker bo velika, ampak bo Nova Slovenija velika zato, ker jo bomo ljubili. In danes je volilni kongres in s tem zaključujem. Sem že presegel svoj čas. Moj glas in moja podpora za predsednico stranke gre do sedanje predsednici Ljudmili Novak. Ker verjamem v njeno delo, v njen pogum in njeno srčnost. In preprosto zato, ker ima stranko rada. Hvala lepa.